Pozdravljeni. Ime Lea Turinija je verjetno dobro znano večini navdušencev Formule 1. Priznam, tudi sam ga pogostokrat citiram v mojih posnetkih. A danes bi rad posvetil pozornost intervjuju, ki sem ga zasledil v tujem viru, kjer določene aspekte skuderije Ferrari predstavi v čisto drugačni luči. Na začetku bi rad pojasnil, da se sam skušam držati čim bolj na nevtralni poziciji, čeprav biti absolutno nevtralen je nemogoče. Po drugi strani je dobro znano, da je Leo Turini goreč navijač Ferrarija. Njegov blog se imenuje Profondo Rosso, kar nekako namiguje na znano grozljivko in v slovenščini bi lahko to imenovali globoka rdečina. Seveda nič groznega ni v tem blogu, le to besedno igro z rdečo barvo je Leo zelo spretno izkoristil. A vseeno pogostokrat se zgodi, da tiste novice o neki senzacionalni novosti pri skuderiji Ferrari pogostokrat drugi viri povzamejo. In mnogokrat sem opazil, da razne izjave Lea Turinija se iz prevoda v prevod tako popačijo, da verjetno povprečni navdušenec dobi na koncu čisto drugačno sliko od tiste, ki jo je hotel predstaviti sam Leo. Priznam, imam to srečo, da obvladam italijanski jezik in lahko njegove zapise berem v originalu. A kar je meni samemu bolj pomembno, je tudi to, da v odgovorih ter pripombah na njegove zapise lahko najdemo marsikoga znanega iz cirkusa Formule 1. Naprimer, nekoč sem zasledil, da celo Matjači je odgovarjal oziroma imel kaj za pripomniti na zapise Lea. In to po mojem osebnem mnenju daje veliko dodano vrednost temu viru. Seveda gre za praktično gorečega navijača skuderije Ferrari, ampak njegov vir novic je enkraten. Zato ga tudi vsi povzemajo. Presenečen sem bil nad njegovim intervjujem na spletni strani calciomercato.com iz 17. marca. Gre v bistvu za portal, ki se ukvarja po naslovu v večini z nogometom. A tu je naš vrli Leo Turini povedal kar nekaj krepkih čez skuderijo Ferrari. In to ni v njegovi navadi. V zadnjih nekaj mesecih opažam, da Leo Turini spreminja svoja stališča, lahko celo za 180 stopinj. Leo Turini je začel primerjati skuderijo Ferrari, znano italijansko smučarko Sofijo Goggia ter s posadko jadrnice Luna Rossa. In ta primerjava je bila vse prej kot prijetna. Namreč Leo si srčno želi, da bi se skuderija Ferrari začela obnašati kot Sofia Goggia, da bi znali se tako strastno boriti kot Luna Rossa. V letošnjem svetovnem pokalu je Sofia osvojila mali kristalni globus v smuku, čeprav se je na dokaj neroden način poškodovala. V rekordnem času je bila pripravljena za finale, da brani svoje prvo mesto, čeprav je na koncu tekma odpadla. In tudi Luna Rossa v jadralnem tekmovanju America's Cup je pokazala ogromno športnosti, strasti in spoštovanja do nasprotnikov. Seveda, dobro nam je znano, da so zmagali Novozelandci, a Italijani v Luni Rossi si nimajo kaj očitati. Dosegli so enega izmed svojih najboljših rezultatov in dvignili so na noge
prav val navdušenja med vsemi tistimi, ki smo spremljali to tekmovanje, seveda v zgodnjih jutranjih urah. In ker seveda, kot ste razumeli, gre za tehnološko izjemno napreden šport, kjer se išče hitrost, sem tudi sam spremljal tiste regate. In Leo Turini si želi, da bi Ferrari napravil isto, kot smo videli pri teh tako različnih športnih panogah. Omenil je tudi, kaj se bo po njegovem zgodilo z Mattijom Binottom. Če se spomnite, pred nekaj dnevi smo govorili pravzaprav o tistih govoricah, špekulacijah, malo da ne nebulozah, da ga bodo zamenjali še pred začetkom sezone. No, Leo Turini o tem ni spregovoril niti besede. Povedal je, če bo letošnji pristop k dirkam podoben lanskim, verjetno si tudi bo sam začel želeti, da bodo njegovega prijatelja Mattijo Binotta zamenjali. Ni povedal ne s kom, ne kdaj, ampak na vprašanje, kaj si predstavlja Leo Turini v naslednjih sezonah, je rekel, da Mattij Binotto želi vse najboljše, zato da ga ne bodo zamenjali. In seveda, kaj pričakuje Leo Turini od Ferrarija? Zanimivo vprašanje, čeprav na prvi pogled zgleda tako enostavno. In odgovor je po mojem osebnem mnenju tisti pravi. Namreč, Leo Turini je enostavno povedal, če so pri Mercedesu premočni, če Red Bulla ne moreš premagati, bori se vsaj za 3. mesto. Kolikor pogledamo njegov blog, bomo lahko tudi dobili zapise, kjer ta položaj še bistveno bolj nazorno opiše. Namreč, poenostavljeno povedano, trdi, da pravilnik med sezono 2020 in 2021 se ni bistveno spremenil. Bolidi so le izpeljanke tistega, kar smo videli v lanski sezoni, in težko je pričakovati, da v sezoni 2022 bodo pri Ferrariju naredili tehnični preskok, če letos bomo videli tak pristop, kot smo ga videli lani. Njegov zaključek zimskih testiranj, kar sem prebral v blogu, me je presenetil. Namreč, takoj brez obotavljanja, brez iskanja izgovorov je povedal, da Ferrari v letošnjem svetovnem prvenstvu nima velikih možnosti. Ni govoril toliko o kvalifikacijah, kot o tistem ritmu v sami dirki. In verjetno Leo Turini bolje vidi in ima boljše vire kot jaz sam. Sedaj, marsikateri izmed podpornikov in navijačev skuderije Ferrari bo lahko užaljen ali tudi rahlo razdražen po teh besedah. Navajam le tisto, kar je povedal Leo Turini. Sam tu nisem dodal kaj bistvenega. In če je Leo Turini, tisti glavni podpornik skuderije Ferrari, pesimističen, moramo biti pripravljeni, da tudi letos bomo gledali situacijo podobno lanski, čeprav so nam mnogi strokovnjaki začeli prodajati čisto drugačno sliko. In zaradi tega sem se odločil napraviti ta prispevek. Dovolj mi je, da nekateri viri predstavljajo novice v taki luči, da jim tisti goreči privrženci verjamejo samo zato, ker si želijo boljšega rezultata. Tudi sam si želim, da bi na svetovnem prvenstvu Formule 1 prišlo do nekih revolucionarnih menjav, pa ne glede na barvo. A zavedati se moramo, da rezultati pridejo izključno na progi in ne iz ust raznih delavcev, kateri vedo ali ne vedo določenih resnic o Formuli 1. Zaradi tega pogrešam, da bi mnogi drugi viri posneli tudi tokrat Lea Turinija. Ko se jim gre za ustvariti senzacionalno novico, je dober. Ko pove lahko resnično sliko,
na malce bolj direkten in grob način pa ga ne povzame nobeden. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.